neke druge nepreverjene informacije, kaj je zdaj s tem? Bom jaz povzel ta del, tako da dobrodošli tudi v mojem imenu. Zdaj, to, kar Nina rekla, bilo res veliko debate o tem, ali prvenstvo v Riu sploh bo. Zdaj, prva informacija, ki je prišla, je bila, da so varnostni razlogi, cel kup drugih težav tudi v okviru organizacije. No, dejstvo je, da je preko zime za vikende ta center v Deodoru funkcioniral. Verjetno en redkih od prizorišč olimpijskih iger 2016 v Riu, ki je tudi po olimpijadi imel še neko funkcijo, predvsem kot kopališče za lokalne prebivalce, tudi neko kajak šolo so za lokalce organizirali preko zime. V marcu je bil organiziran tudi trening, v bistvu program treninga, ki so se ga nekatere reprezentance tudi udeležile. Potem so progo, ko se je sezona v Evropi začela, progo zaprlo in potem so prišle tudi govorice, da znajo prvenstvo odpovedati. Glavni vzrok pa je bil, da so zaradi gospodarske krize v Braziliji, da so se zmanjšali sredstva, ki jih je vlada in mesto Rio namenili za samo svetovno prvenstvo, so se zmanjšale na polovico. Tudi prispevek sponzorjev, glavnega sponzorja njihove nacionalne banke se je zmanjšal, tako da so se znašali v velikih finančnih težavah. Zdaj, zakaj oni, rekel, rabijo tudi kar precej sredstev za organizirati samo prvenstvo, je to, da v Riu kajaka praktično ni. Da razen proge olimpijske, ki je bila narejena, posebej za olimpijske igre, slaloma ni in da sta praktično edini dve prizorišči, kjer potekajo treningi, kjer imajo centre, Tres-Coroas in pa Foz de Iguazú, kar pomeni, da morajo vse ljudi, ki pomagajo pri organizaciji, vsi volonteri in vsi, jih je treba pripeljati z teh dveh lokacij v Rio in zagotoviti namestitve, prevoze, vse in to samo organizacijo precej poveča. Poleg tega od olimpijade tam praktično ni ostalo nič, razen tiste glavnega objekta, ki so ga oddali za neko angleško šolo, kar pomeni, da tudi ta objekt ni več na razpolago kajakašem in morajo praktično vse objekte postaviti na novo. Zdaj, dobrodošel predsednik, Kristina, tako da potem postil še predsednika, zdrav. No, skratka, to je v bistvu eden od glavnih razlogov. Veliko je bilo potem komuniciranja med mednarodno zvezo in pa organizatorji, tako da bo pri sami organizaciji tudi finančno pomagala Svetovna kajakaška zveza in s tem, da bo pokrila kompletno cel strošek televizijske produkcije in še nekatere druge stroške, kar pomeni, da to bo vrednost, se ocenjuje nekih 100 000 evrov bo prispevek Svetovne zveze, sami organizaciji, ostalo pa so organizatorji uspeli nekako zložiti skupaj. Ker samo prizorišče ni delovalo kar nekaj mesecev, je bilo potrebno očistiti vodo, ker so pumpe delale, ni voda krožila, tako da so sredi avgusta začeli čistiti samo jezero, tako da jezero so potem uspeli očistiti. Jaz sem dobil sliko, tako da izgleda zadeva, da je voda zelo čista, taka kot je bila tudi na olimpijadi, tako da z tega stališča ni težav, ni zdaj lanska, kaj? Ne, zdaj lepo kaj. No, skratka, z tega stališča ni težav, so pa danes obvestili, da prvi dan treninga so že težave, ker je bila, ne vem, kabel z elektriko neki ni bil v okvari, tako da je prvi dan treninga bil premaknen, tako da bom zdaj poskrbel, da bo elektriko imel. Skratka, da težav imajo kar nekaj, ne. Zdaj, kar se varnosti tiče, mislim, da je problem varnosti tak, kot je bil tudi v Riu drugač, ali pa ki je v Riu drugač, to, da je treba biti pozoren, tako kot v prejšnjih letih. Zdaj ne bo, ne vem, vojske na cestah, koga je bila v času olimpijade, ki bi skrbela za varnost, ampak so glede tega organizatorji poskrbeli za avtobusne prevoze s prizorišč, se pravi iz hotelov, ki so v Bari, zraven olimpijskega, v okviru olimpijskega centra.
do samega prizorišča in nazaj, oni poskrbijo za prevoz čolnov iz letališča do prizorišča in nazaj, tako da kar se tega tiče, so tudi organizatorji kar poskrbeli, da mislim, da ekipa ne bi smela imeti težav, kar se varnosti tiče. Predvsem so govorili, da bo prizorišče zaprto za javnost, da bo izolirano. To ni, nikjer z uradnih strani ni prišla ta informacija. Jaz sem to omenil predsedniku Brazilske zveze in je rekel, da za njih je glavni problem ta, kavorijo noben slaloma ne spremlja in da zna biti zelo slabo obiskovano, ker gledalcev zaradi tega ne bo, ne pa da bi prizorišče zapirali, da oni se bodo poskušali potruditi, pa pripeljati vsaj lokalne šole mladem prikazati slalom, zdaj koliko jim bo to uspelo, bomo pa zelo hitro videli. Tako da mislim, da kar se varnosti tiče, da bo pač potrebno biti previden, tako kot praktično pa vsakem v bistvu Rija ali pa Brazilije nasploh. Tako da to mogoče z moje strani, ali pa če ti misliš, da še kaj... Informacija pa še bila, da naslednje leto ne bi bilo svetovno prvenstvo tudi za mladinsko. Mladinsko svetovno prvenstvo so odpovedali, tako da 2019 svetovnega mladinskega prvenstva in U23 prvenstva v Riju ne bo. Tega so odpovedali že takrat julija, ko so se pojavili ti problemi s financiranjem. Odprli so potem nekako igro, preigravanje med organizatorji, ki so v programu naslednjih let, kako zapolniti to praznino ob neorganizaciji. Zdaj odločitev je, da bo šlo mladinsko svetovno prvenstvo, ki je bilo planirano za 2020 v Krakovu na 2019, kar pomeni, da se je prvenstvo 2020 odprlo in s tem smo potem tudi nekako mi, ker so nas izključili ven iz koledarja za 2020 kot organizatorje svetovnega pokala. V olimpijskem letu je bilo planiranih 6 tekem, med katerimi je bil tudi Tacen, potem so eno odvzeli in vzeli so ravno Tacen, no, tako da smo mi več o nas se zdaj pogovarjali, da bi Tacen prevzel organizacijo svetovnega mladinskega in U23 prvenstva leta 2020. Tako da to bo nekje v naslednjem mesecu tudi verjetno znano, tako da pričakujemo, da bomo imeli tudi v 2020 v Tacnu eno od velikih tekmovanj. Upamo, ker je planirano prvenstvo v prvi polovici julija, da težav s to previsoko vodo julija ne bomo. Hvala. Zdaj bi besedo predala Jerneju Vraniču. Jernej, ekipa je rahlo drugačna, kot je bila na Evropskem prvenstvu v Pragi. Tudi kanuistke ne bodo potovali v Brazilijo. Kakšen je bil proces selitve za Ja, v bistvu letošnje leto smo imeli ta sistem izbirnih dveh fazah. Prva je bila, bom rekel, izbirne tekme za vsi, ki so bile maja. Za svetovno prvenstvo se že kvalificirali praktično vse 3 punce v kajaku in po 2 kajakaša in kanuista. Za svetovno prvenstvo je letos pač strokovni svet bil mnenja, da se kanuistke ne vrsti v ekipo, da se jih pa, bom rekel, podpre na drugačen način oziroma prilagodi program temu, da bi se čim bolj pripravili na naslednje leto na svetovno prvenstvo in potem na kvalifikacije za olimpijado, ki bojo v Seul-de-Urgelu, tako da v bistvu one so že vključene v ta program, tako da na svetovnem prvenstvu ne bojo sodelovali. Kar se tiče pa izbirnih še za svetovno prvenstvo, je bila pa druga faza, potem še so bile tekme svetovnega pokala in evropsko prvenstvo, kjer se je pa določilo 3. potnika pri kanuistih in pri kajakaših. Kriterij je bil najboljša uvrstitev na eni od teh tekem, tako da si je po tej poti pri kajakaših mesto privolil Žanja Kše, pri kanuistih pa Andrej Berčič. Prej so bili pa že znani ostali potniki, ki so tudi vse napisali. Tako da to je glede teme. Hvala. Zdaj bi pa besedo predala glavnim akterjem. Dokaj s tabo Peter zadeva izličnih razlogov imaš najboljše izkušnje in spomine na veliko progo. Bi lahko rekel, da se vračaš na kraj na Ja, v dobrem smislu. Ja, v bistvu po eni strani se veselim prvenstva v Riju, da
mogoče malo, verjetno bojo prišli spomini nazaj na olimpijske igre, ampak zdaj pač tu nova tekma, nova sezona, najpomembnejša tekma sezone, jaz se počutim se dobro, tudi sezona se je v bistvu začela zelo dobro, mogoče zdaj v drugem delu sezone. Nisem pokazal rezultatsko to, ko sem sposoben, pač v kratkem je bila mogoče ta možnost odvzeta z odpovedjo finalnega dneva. V Španiji pač se je naredila napaka, sem naredil napako, zvrnil sem se, pa še udaril prve vratce, ampak ne glede na to, se mi zdi, da sem dobro treniral, dobro sem se pripravil na drug del sezone in ne vem, tudi v Španiji zdaj, če ne bi udaril vratce, smo zopet pri onih čejih, bi kljub prevračanju bi bil še zmeraj v finalu, tako da hiter sem še, da se je treba sam čim bolj skoncentrirati na svetovno prvenstvo in skušati tam mogoče nadgraditi rezultati z olimpijskih iger. Hvala. Benjamin, tebi ste letos stopničke na svetovnih pokalih osvajali znikale, vemo pa, da ponavadi najbolj vprašanih za svetovno prvenstvo, to je že leta 2013 naprej. Je to recimo zdaj dober znak, pač, da veš, da v svetovnih prvenstvih praviloma dobro tekmuješ? Ja, recimo, da je dober znak, ja. Mogoče res nisem prikazal rezultatsko še v letošnji sezoni vrhunskega pač rezultata oziroma vrstitve, ampak se zavedam, da sem sposoben pač dobrega rezultata z dobro vožnjo, tako da pač ja, upam, da sem tega jokerja hranil zdaj za konec najbolj pomembnejšo tekmo v sezoni in bom probal pač izkoristiti to priložnost, ki me čaka zdaj čez 14 dni in bom pač to energijo posvetil sam temu nastopu. Zdaj verjetno si tekmoval na olimpijskih igrah, kako ti proga ustreza? Proga mi ustreza. Pač, da se lahko dobro odpeljati, bo pa verjetno tudi majhne razlike med tekmovalci, ker je taka proga podobna mogoče Seatu, mislim, ne toliko, ampak vem, spomnim se, da so razlike majhne med samimi tekmovalci, tako da bo treba biti pač brez napak in dovolj hiter na progi in se pravim, jaz se bom posvetil pač svojemu nastopu in izkoristil to priložnost. Ajda, ti boš imela v vseh dobili najbolj natrpan program, takrat se posamičen slalomu, očitna tekma slalom, nišek slalom. Se boš recimo, da to te posebej še pripravila za ekstremni slalom, glede na to, da letos tekmo naredno tekmovala? Ja, v bistvu pač tekmovala sem v prejšnjih letih, tako da imam nekaj izkušenj, tudi državno smo imeli letos. Fizično sem zelo dobro pripravljena, tako da iz tega vidika me ne skrbi, Je pa to ena taka disciplina, da težko prav treniraš, se pač prilagodiš situaciji, ki je takrat na progi in probaš čim boljše odpeljati. Urša, kako ti imaš izkušnje Idrija, zdaj ene ekipe so včerajšnji trening v zimskem obdobju, tudi zdaj so par dni v Braziliji, prihajate v nedeljo. Je to dovolj časa za pripravo na prvenstvo? Mogoče je nam, ko smo bili na olimpijskih igrah, malo lažje, ker smo več treninga opravili, ampak verjamem, da se bodo tudi drugi hitro navadili na progo, ker le ni tako zelo drugačna ali pa specifična od drugih. Tudi tak potovanje, kasnejše potovanje, je mislim, da prava odločitev, zato ker če ne se pred samo tekmo preprosto preveč vleče in fokus vodeni, tako da mislim, da je bila to prava odločitev. Hvala. Prvič odkar ena tekmuje z popočnico zmage v svetovnem pokalu in drugi mesto v skupnem prispevku na svetovno prvenstvo, je to dodaten motiv, da čim bolj pokaže svoje znanje. Ne, dodaten motiv ni, ampak prav gotovo pač je res, da imam trenutno zelo dobro občutke v čolnu, dobro veslam, sicer pa gre pač na svetovnem prvenstvu vse znova, tako da v bistvu prednosti ne nobene, treba je to v kvalifikaciji po stopničkah naprej, tako da pač je pa res, da je
bilo lepo pretekli vikend prvi zmaga, tako da jaz sem zadovoljen s tem zaključkom svetovnega pokala. Hvala. Martin, lani ste imeli na svetovnem prvenstvu kolajno. Prvenstvo se je v bistvu začel z ekipno tekmo, enak program je tudi letos. Se recimo ustreza, da pred posamičnimi tekmami najprej z ekipnimi opravite? Če medalja je fajn. Drugač pa malo se vleče že program, ki je že od torka, pol do sobote res dolga, ne do nedelje. Tako da je pač je treba glavo ohraniti trezno, pa vsak dan posebej se sprostiti, ne biti preveč napet, ne gre preveč energije, pa tekmovati v defanj. Danes slišali smo za uvrstitev v ekipo za svetovno prvenstvo, so odločale potem uvrstitve v svetovnem pokalu, tebi je uspel z zmago v Tassinu. Kakšna so pa že pričakovanja pred svetovnim prvenstvom? Ja, ne vem, jaz bom probal speljati najboljš, kar lahko, ne. Mislim, da z dobro vožnjo lahko dosežem tudi dober rezultat. V Tassinu pač mogoče je bila sreča na moji strani, ne, da je bila povedana tekma, pač so veljali rezultati iz kvalifikacij, ampak mislim, da kljub temu lahko pokažem dobre vožnje na svetovnem prvenstvu. Hvala. Če ima kdo kakšno vprašanje, sicer bomo za pa potem Kakšni so cilji svetovnega prvenstva, Jernej? Preko cele sezone, kot so tudi tekmovalci povedali, ne smemo biti preveč skromni. Jaz mislim, da v vseh treh kategorijah imamo možnost za medaljo, tako da jaz želim, da bi tudi to dosegli, najmanj pa v eni kategoriji. Ali vse ali pa ne?